Zdravo poslušalke in poslušalci, bralke in bralci večera. To je dnevno informativni podcast. Večer je zjutraj, veseli smo, da ste v naši družbi. Danes je sreda, 6. maj 2026. Moje ime je Miha Dajčman. Katere teme izpostavljamo tokrat? Popovski predčasno odhaja iz mariborske Drame. Maturitetni let prebit, devetošolci v zadnji dilemi. Po porazu z Radomljami so v Ljudskem vrtu le odslavili Feđo Dudića. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na vc.com. Aleksandar Popovski dobri 2 leti pred iztekom mandata odhaja z mesta umetniškega vodje mariborske Drame. Šlo je za sporazumno prekinitev delovnega razmerja. Odločitev Popovskega za direktorja SNG Maribor Danila Roškerja ni bilo presenečenje. Rošker je komentiral, da so s Popovskim ves čas zelo dobro sodelovali. Medtem se je v gledališču že iztekel rok za razpis za pomočnika direktorja, ki bo delo opravljal do 31. avgusta 2028, ko bi se Popovskemu iztekel mandat. Umetniški vodja odhajanju je v odzivu za Večer pojasnil, da se je za odhod, potem ko je položaj prevzel leta 2019, odločil zaradi osebnih razlogov. V Mariboru sem živel 8 let, kar je zame dolgo obdobje. Nikjer drugje nisem ostal tako dolgo. Druga stvar pa je, da si iskreno želim več časa preživeti svojo družino. Pogled na delo, ki ga opravil v SNG Maribor, je nujno subjektiven, dodajam, a da je v ustvarjalnem programu užival. Naštel je 54 premier, kar je veliko, ocenjuje 6 še v naslednji sezoni, ki je v celoti pripravljena. Pravi, da se je v času, ki ga je preživel v Mariboru, trudil čim bolj odpreti vrata mladim režiserjem, pisateljem in igralcem. Aleksandar Popovski v času svojega umetniškega vodenja ni opustil svoje režiserske kariere. Nasprotno, ves čas je režiral po prostorih nekdanje Jugoslavije in na Madžarskem. V Sloveniji je v zadnjem času režiral manj, predstave, ki jih je postavil v SNG Maribor, pa na relevantnejše festivale niso bile uvrščene. V veliki meri takšna ocena velja tudi za programom mariborskem Drame v obdobju vodenja Aleksandra Popovskega sploh. V prispevku Tjaše Gajšek ob odhodu Popovskega tudi o fenomenu umetniških vodij. Kdo običajno vodi gledališče in kakšne dileme odpira združevanje vodstvene in ustvarjalne vloge. Medtem ko so devetošolci že zaključili nacionalno preverjanje znanja in imajo danes do 15. ure še zadnjo možnost za prenos prijave na drugo srednjo šolo, se je za dijake zaključnih letnikov začel najzahtevnejši del šolanja, matura. Včeraj so opravili prvi preizkus, esej iz materinskega jezika. Letošnji tematski sklop, klanec, nekoč, danes, vedno, na maturitetni esej pri slovenščini obsega besedili Ivana Cankarja Na klancu in Tine Vršaj Na klancu. Več o maturi pa preberite v Večeru in na vc.com. Po nedeljskem porazu proti Radomljam se s trenerskega stolčka vijoličastih naposled le poslavlja Feđa Dudić. Vodstvo kluba je tokrat sprejelo ponujen odstop Sarajevčana. Spomnimo, pretekli teden po porazu z Bravom Dudićevega odstopa v NK Maribor niso sprejeli. Mariboru resno grozi črn scenarij, prva sezona brez evropskih tekmovanj po letu 2008. Pot do 3. mesta, ki še vodi v Evropo, je zahtevna. Maribor s tekmo manj za 3. Bravom 3 tekme do konca sezone zaostaja za 6 točk. Prvi in hkrati najtežji izziv bo že sobotni večni derbi proti Olimpiji v Ljudskem vrtu. Zeleno-beli na 5. mestu za vijoličastimi zaostajajo le 1 točko. Kdo bo Maribor vodil proti Olimpiji? Po odločitvi o spremembi na klopi bodo za delo z moštvom na naslednjih treningih in na sobotnem derbiju v Ljudskem vrtu zadolženi preostali dosedanji člani strokovnega štaba, v katerem bo vodenje prevzel Mitja Pirih skupaj z Jasminom Handanovićem in Milanom Vulovićem ob priključitvi tim menedžerja Blaža Vrhovca ter Marka Baruna, trenerja selekcije U17, so pojasnili v NK Maribor. Dogajanje v Ljudskem vrtu seveda spremljamo na naših kanalih. To je bil Večer zjutraj 6. maja 2026, z vami sem bil Miha Dajčman. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet, želimo vam odvzeti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo.
Veseli bomo vaših komentarjev, kritik in pobud na različnih kanalih. Se beremo in slišimo in ne pozabite, z Večerom razumete bolje.